Športno plezanje, balvani, Slovenska Bistrica. Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica že mnoga leta organizira tekmovanja v športnem plezanju. Prvo tekmovanje so izpeljali že davnega leta 1992. Od takrat pa se je veliko spremenilo, kar se tiče izvedbe tekem. Bistriški alpinisti in športni plezalci so z veliko truda in pomoči strani občine pridobili največji plezalni center v Sloveniji. Sedaj se bo objekt koristil tudi za izvedbo tekmovanj v vseh treh disciplinah, ki jih poznamo v športnem plezanju: balvansko, težavnostno in hitrostno. Prvo tekmovanje v prostorih plezalnega centra se je odvilo v soboto 27. januarja in to s tekmo sodne lige balvanskega značaja, kjer so imeli tekmovalci 10 balvanskih problemov in 10 poizkusov in to v časovnem obdobju 2 ur in pol. Prva tekma, ki se sploh dogaja v sodnem lige, v plezalnem centru v sklopu sodne lige. Planiramo še eno tekmo sodne lige, ta bo aprila. Potem pa imamo še 2 tekmi iz državnega prvenstva, torej hitrost in težavnost. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, da se vidi, da imamo pogoje in da trenirajo dobro, da so tudi naši trenerji se izkazali kot zelo dobri. Sodna liga je prvenstvo v športnem plezanju namenjeno mlajšim kategorijam. V Slovenski Bistrici je nastopilo 347 tekmovalcev in tekmovalk in to iz 29 klubov Soda Slovenije. In to v konkurenci cicibanov, potem dečkov in deklic v mlajši in starejši konkurenci ter kadetov in kadetin. Pomembno vlogo v vseh starostnih skupinah so imeli tudi nastopajoči iz domačega alpinističnega kluba Impol. V konkurenci cicibanov letnik 2015-16 je v konkurenci 16 plezalcev prvo mesto osvojil Luka Vračko. Zelo dobro je bilo, zelo fajn, 9 je bila najtežja. Med starejšimi cicibankami 2015-16 je tretje mesto med 50 cicibankami zasedla Nika Klep. Bronasto kolajno pa je prav tako ponesla Sara Škrlec in to pri starejših cicibankah letnik 2013. Odlično pa je v kategoriji mlajših deklic letnik 2011 konkurenco opravila Vesna Tarkoš. Za zlato je preplezala vse balvane in to samo s 13 poskusi v celotni tekmi. Mislim, da sem plezala kar dobro, boulderji so bili zelo lepo postavljeni in zdaj sem že vse vrhove dosegla, 2 nisem flashnila, drugače pa so bili dovolj težki. Težavni pa so bili boulderji v tej kategoriji tudi za Maro Klajderič-Fidler. Osvojila je 12. mesto, za višji dosežek pa bo morala še več trenirati. Normalno treniram, ni glih ne vem kako težko, ampak se hočem najbolj potruditi, kar se lahko. Zlate medalje med vrstniki starejših dečkov in to v konkurenci 21 tekmovalcev se je veselil Matic Kneževič in to s 7 preplezanimi balvani. Zoja Leskovar si je bronasto kolajno preplezala v konkurenci starejše deklice letnik 2010. V kategoriji starejših deklic 2009 pa je Eva Škrlec stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Mislim, da je ful v redu, da imamo zdaj lahko v Bistrici tekme in sem zadovoljna, da lahko hodim tako blizu na tekmo. Tudi tekmovalci drugih klubov so domov odnesli veliko kolajn. Mogel sem se res truditi, pa na polno sem šel, trenerko sem dobro poslušal. V redu je bilo, težki balvani so bili nekateri, ampak ne tako. Nekateri pa so bili zadovoljni, kljub temu, da niso domov odnesli žlahtne kovine. Mogoče bi lahko bil še boljši, drugače pa je bilo fajn. Danes smo igrali tekmovanje kar dobro, par jih šel za splezati, mi pa tukaj ful tudi všeč, ko so fajni boulderji. V celoti vzeto je dogodek celodnevnega tekmovanja pustil pomemben pečat odlične organizacije tekme. Zato je skrbelo veliko število ljubiteljev športnega plezanja. Ob vtisih tekme pa vodja plezalnega centra Ursula Pipenbacher. Zelo smo zadovoljni, gre v bistvu za prvo zgodovinsko tekmo, prvo sploh tekmo v plezalnem centru, trenutno še poteka, ampak malo se bo zaključila. Malo smo utrujeni, ampak zelo veseli in zelo ponosni, da smo zmogli. Imeli smo
kar lepo število prijavljenih, 351, malo več, še pol naknadno so se prijavljali. Te veseli podatek, da je veliko domačih teh tekmovalcev, torej iz vašega alpinističnega kluba danes na tem tekmovanju tukaj doseglo tudi vidne rezultate. Torej plezanje se v Slovenski Bistrici prijelo. Ja, zelo smo veseli vsi za naše člane. Plezanje se je kar prijelo, ja. Tudi to vidimo po številu pač prijavljenih v šolo plezanja pri nas na klubu. Tako da, ja, se pravim, to je čudovit šport tudi za samo gibanje, za razvoj otrok, tako da samo tako dalje.